Anže, lahko bi mi vsaj avto spucal. Nažalost, še niso razvili avtomobila, ki bi ob vse večjih hitrostih porabil vse manj goriva. Zato je logično, da ko se nam mudi in vozimo hitreje, avto porabi pač več goriva. Ampak, a veste koliko točno? Fin izziv zame in za Ford EcoSport. Moja naloga danes je, da se odpeljem po avtocesti od Brezovice do Vrhnike, najprej s hitrostjo 130 km/h, nato pa še po isti trasi s hitrostjo 110 km/h. Ker se veste, kak je, ne? Vedno se vozimo malo hitreje, ker mislimo, da bomo 10 minut prej na cilju, smo pa ravno nekaj sekund, porabimo pa itak več bencina. No, danes ugotovimo točno koliko. No, sicer pa EcoSport verjetno že poznate, ne? Mi smo ga prvič vozili leta 2014 na Škotskem in tale z letnico 2021 je svetlobna leta boljši. Notranjost je bolj napredna, tule je tudi velik zaslon multimedijskega sistema, no pa tale ima še terenske dodatke Active, da izgleda bolj terensko. Vem, enim to ni všeč, meni pa je. Že od leta 1999, ko sem prvič videl en tak avto. Za premikanje skrbi litrski turbobencinski trivaljnik, ki proizvede 125 konjev in se EcoSportu lepo poda. Do 100 na uro ga požene v okroglih 11 sekundah, gre največ 180 na uro, ampak tega danes ne bom preveril, ker pač merim porabo, ne? Drugače pa sem na začetku lepo resetiral potovalni računalnik in zdaj le kaže, da motor zahteva 7 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Poprečno. Zdaj sem šel še s hitrostjo 110 km/h in poraba je bila... Ja, ne bom vam povedal, vi dajte. Napišite na naši Facebook strani Volan in z malo sreče lahko osvojite vikend s Fordom s polnim keslom goriva. Samo odgovorite lepo v komentar spodaj, kakšno porabo sem dosegel pri hitrosti 110 km/h. Tisti, ki bo pravilno odgovoril in bo izžreban, bo lahko svojo boljšo polovico peljal kamorkoli bo hotel. Pri hitrosti 110 ali pa 130 km/h, to bo čisto vaša izbira. Naslednjo nedeljo torej razglasimo dobitnika nagrade, ki se bo peljal z novim Fordom, pa tudi nov nagradni izziv.